Obveščam vas, da me je obdarovalna služba državnega zbora opozorila, da še vedno nismo povedali, če želimo, da nas obdaruje Božiček ali dedek Mraz in če se ne uskladimo, ne bo nobene. Jaz in vaš kolega iz SD-ja sva že prejšnji teden pisala pismo dedku Mrazu in jaz sem to pismo tudi že poslal. Za druge je tudi še čas. Pišite čim prej, da dobite vsaj nekaj, ker povem vam, da ne boste dobili od tega Božička, te kapitalistične zveri, nič. Kolega, no, daj. Ne mora si Božiček prvošet zdaj vsaka, kar vi hočete, ne? Jaz sem darilo od Božička dobil v Italiji. Prvič, ko sem imel 17 let, ker sem si ga zaslužil. Sem ga dobil, eni ga pa niso dobili. Ker Božiček nosi samo unim, ki so pridni, ki se zaslužijo. In to je glavna razlika. Ne pa dedek Mraz, ki prenese vsem enako, ne glede na njihove sposobnosti. Kar se tiče daril, je meni sicer vseeno. Bi pa opozorila, da smo že nabavili kostume palčkov za Božičkovo spremstvo in nekateri jih tudi že nosimo in smo srečni. Jaz sem hotel samo povedati, da sem prebral poslovnik in da noter ni nobene ovire, da ne bi darili nosila oba. Tako da oni, ko hočejo imeti Božička, ga lahko imajo, oni pa, ko nočejo, pa naj imajo dedka Mraza. V čem je problem? Glejte, vi morate se nečesa zavedati. Jaz se že 20 let borim proti udbo mafiji in se ne bom pustil, da bom sprejel darilo dedka Mraza. Ne bom ga, ne morate me prisiliti, pa pika. Sploh mi ni jasno, kak se lahko danes to sploh še dovoli. Na podlagi česa? Pod mojo Jelko ni šanse, da bo dedek Mraz karkoli pustil. Meni je žal, da moram povedati to javno in otrokom uničiti sanje. Resnica je pač taka, da zares noben od njiju ne obstaja. In na to se pozablja. Ta darila bojo plačana iz našega denarja, ne? In jaz si svoje štumfe pa gate kupam sam, ne rabim benga, da mi jih prinese.